Kdo je heroj? Slovar pravi, da je heroj tisti, ki je naredil junaško dejanje, se pravi junak. V grški mitologiji je heroj človek, ki v sebi nosi tudi božanstvo. Janez Marolt ni človek velikih besed, je mož velikih dejanj. Član profesorjev vozniške znanosti v AMZS centru varne vožnje na Vranskem in pripadnik plemenite bratovščine gorskih reševalcev. Zakaj mu atmosferci posvečamo to zgodbo? Ker na cestah z znanjem, kot inštruktor varne in terenske vožnje, življenju odpira nove, varnejše poti. V gorah pa nemalokrat zre smrti v oči in bije bitko s časom, da življenje znova najde pot v dolino. S helikopterjem smo mi iz Brnika, v 15 minutah praktično kjerkoli, ali v Kamniških, Savinjskih ali pa v Julijskih Alpah. A si se kdaj zalotil, da nisi zaupal ekipi ali pa da bi se ustrašil? Ne. To se pa še ni zgodilo. Jaz pa moram reči, kar se tiče naše policije ali pa vojske, da imamo tako vrhunsko ekipo pilotov pa tehnikov, da to jim pa zaupaš 100%. Motori zarohnijo. Prijatelji reševalske bratovščine si zaželijo srečo in poletijo. Človek in surova moč stroja postaneta eno. Vodijo precizno znanja ter intuicija iz zakladnice izkušenj. Bitka za življenje se začne. Med pilotom, letalskim tehnikom, gorskim reševalcem in zdravnikom letalcem mora vladati popolno zaupanje. Šele zatem 5,5-tonski stroj lahko poleti in začne delati čudeže v surovem okolju, tam, kjer pada kamenje in divjajo zahrbtni vetrovi. Reševalca in helikopter povezuje le 4-milimetrska jeklenica. V Julijcah mojstrov, ki v enem previsu noter se je poškodoval, je bil v nezavesti. Plezalec, ko sem gor pogledal, sem videl še sam slab meter rotorja do stene. Tam mi ni bilo čisto vseeno, no. Pilot je rekel, da je mene gledal, pa je rekel, kak narc. Jaz sem njega gledal, kar si se to je čist nar. V nesreči se užitek v hipu izgubi v bolečini in smrtnem strahu. Nihče ni bil nikoli bolj vesel značilnega bobnenja rotorja, kot tisti, ki je polomljen ter v krvi in zadnjimi močmi čakal, da se do njega spusti zadnji steber obrambe. Heroj. Meni najbolj grozna akcija je bila pa tista, ko sem dva svoja znanca pobiral. To je bila pa nesreča na gondoli v Žigovcu. To se je noter ubila, pa sem šel jaz med prvimi dal, da sem jih ven prinesel. Janez ima seveda tudi svojo avtomobilsko muzo. Njegova stoji dobrega pol metra od tal, na gumenih krampih in rjovi z močnim V8 basom. Terensko poprečno serijskih izdelkov zna preoblikovati v resne off-road specialke. Janez, kaj pa ljubezen do off-roada, avtomobilski alpinizem? Zakaj? Zakaj zapletati situacijo pod kolesi? Mi smo po zimi hodili slape plezati gor, pa smo nabavili najprej eno katrco, pa že enega Cherokija, da ni bilo treba tako daleč peš hoditi. V svetu jeklenih odbijačev, pa Vitlov in Šper je kot inženir z varilnim aparatom v rokah enako suveren kot inštruktor na poligonu AMZS centra varne vožnje. Doktorat iz avtomobilskega alpinizma pomeni veliko prednost, ko je treba s prižgano modro lučjo iz asfaltne ceste zaviti proti steni, na pomoč, kadar helikopter ne more v zrak. Vsak pridobljeni višinski meter za volanom pomeni več upanja za tistega tam zgoraj. Nam je vedno cilj, da se čim bližje pripeljemo. Spomnim ene akcije, smo imeli na goltehnega padalca, sem se po eni vlaki pripeljal dejansko čist direkt do njega. Do popolnosti vlada volan ali v nemogočih razmerah ovladuje svet med nebom in zemljo. Čisti težke prizore z gora in predvsem sebi natoči gorivo za nove herojske podvige. Janez Marolt znova in znova življenju odpira pot. On in njegova bratovščina so heroji, zavedno. Ni jih veliko takih, ki bi v prostem času reševali življenja.